In če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bolj zdaj. Obiskali smo 17. Mikovo karavano otroškega smeha. Zgodba o Mikovi karavani otroškega smeha se je rodila pred 17 leti, ko se je vodilni slovenski proizvajalec stavbnega pohištva Mik Celje usmeril v družbeno odgovorno delovanje in vračanje okolju, v katerem ustvarja. S projektom Mikova karavana otroškega smeha tako pomemben del svojega časa in sredstev Mik Celje namenja pomoči socialno šibkejšim članom naše družbe. Jaz sem vesel, da smo že 17. leto na morju z otroci iz socialno ogroženih družin. Tle jim prečaramo en teden brezskrbnih počitnic, predvsem izmenjava, bom rekel, ljubezni, sreče. Imamo krasne vzgojitelje z društvom Enostavno pomagam in Mikovci. Tako da je res dober program zjutraj od 7. ure pa tja do 10. ure zvečer. Otroci ustvarjajo, se igrajo šport, plavajo in tudi, bom rekel, vse kulturno, bom rekel, imajo kakšne dogodke, tako da je res lepo. Torej sem zelo vesel tudi na tej lokaciji Debelega rtiča, ki so zdaj postali zdravilišče in res skrbijo za dobro za 700 otrok. In mi se vsako leto vračamo, zdaj že 8. 9. leto. Tako da res je krasko posredno na tem teritoriju, kjer je veliko, bom rekel, dreves, mislim, na 16 hektarjev velik kompleks, kjer lahko res otroci uživajo ob vročini, kako tudi v hladu, v bazenu, v morju in res zdravilišču Debelega rtiča za Ano Žerjav na čelo iskrena hvala za takšno gostoljubje. Podjetje Mik Celje je tudi letos donacijo mladinskemu zdravilišču in letovišču Debeli rtič v višini 55 000 evrov omogočil letovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Na Debelem rtiču tako poteka 17. Mikova karavana otroškega smeha, v okviru katere so otroci deležni brezskrbnih 7-dnevnih počitnic. Na Debelem rtiču pomagate delati dobra dela, torej kako poteka letošnja karavana in nasplošno vaša sezona? Ja, sezona poteka zelo dobro, otroci so zdravi, jih je nešteto. In naj tako ostane. Vsak otrok si mora zaslužiti res dobre in vesele počitnice. Za otroke je pomembno, da se dosti igrajo, plavajo, gibajo, predvsem pa, da se družijo med sabo, ker je namreč res pomembno, da so brez telefonov, brez drugih elektronskih igral in da se družijo in ukvarjajo drug z drugim. Zato mi tukaj še posebej vzpodbujamo razne socialne igre in se trudimo, da bi otroke motivirali k neki osebnosti rasti. Ja, za vse je zelo lepo poskrbljeno na Debelem rtiču. Ja, saj to je naša osnovna naloga. Ustvariti pogoje dela in takšno infrastrukturo, da se bodo otroci pri nas res najboljše počutili. Osrednji del dogodka 17. Mikove karavane otroškega smeha in tedna počitnic za 100 otrok so obiskali tudi številni naši zvezdniki sveta športa in zabave. Se mi zdi, da že 20 let je naše primarno poslanstvo širiti dobro in neko pozitivo. Danes smo čisto ganjene, ker ko vidiš te otroške nasmehe, pa ko se malo poglobiš, da so v takih težkih razmerah nekateri gor rastejo, je res treba biti hvaležen za to, kar imamo, no, se mi zdi. In želim tem otrokom vse najboljše, da bi uživali vsak dan in da bi bili varni in srečni tudi pri sebi doma. Tudi vaša skladba ima posebno sporočilo. Ta zadnja, daj se nasmej. Ja, se mi zdi, da je vse naše skladbe nekako druži ta pozitiva, vse bipopke smo tako naravnane, da radi širimo pozitivo, nasmehe delimo, tako sem že prej rekla, in to je naše primarno poslanstvo. Olimpijski duh ste prinesli in ponesli na Debeli rtič. Želite otrokom vse dobro in delate tudi dobro. Ja, seveda, tu sem kot ambasadorka dobre volje. Ogromno mi pomeni, da lahko pridem sem razveseliti otroka, ker pač to je res nekaj najmanj, kar lahko naredim in vem, da jim s tem polepšam dan. Kakšno je vaše poletje? Delovno, ampak sem vesela, no, da si vse lahko vzamem čas in pridem takle. Kaj boste danes počeli?
Družila se bom z otroki, malo jim bom pokazala moje medalje, razdelila kartice, dala ogromno objemov in poljubčkov in to je to. Tudi letos z Mikom delate dobra dela. Res je, zadnjih 7 let odlično sodelujemo, pripravili smo že kar nekaj karavan, kar nekaj otroških nasmehov smo narisali, ampak moram reči, da vsaka iz leta v leto je drugačna, posebna, nam da nek nov zagon, nek nov čar in neko motivacijo, da lahko dejansko delamo to, kar delamo. Vsekakor ni lahka, otroci nosijo izjemno težke zgodbe s sabo. Spoznali smo, da je zelo veliko otrok deležno tudi nasilja med vrstniki v šoli, na kar seveda želimo opozoriti javnost, da se take stvari preprečijo, ker vseeno otroci te neke travme in posledice nosijo dolgo v življenju. Tako da tukaj v 7 dneh jim omogočimo letovanje popolnoma brez skrbi, torej brez nekega strahu, nekega nasilja, nekega dretja. Otrok lahko zvečer mirne vesti zaspi in se zjutraj nasmejan zbudi v novi dan. Ne rabi skrbeti, ali bo lačen, ali bo sit, kaj bo za jesti, ali se mora sam kaj pripraviti ali ne. Tako da zapakiramo 7 dni res v brezskrbne počitnice. Zato je karavana otroškega smeha. Tako, jaz mislim, da tudi tisti otroci, ki pridejo žalostni in prvi večer jokajo, ker pogrešajo svoje starše, nekako naslednjih dneh privabimo na smehe, na njihove obraze. In jaz moram reči, 2000 otrok je že letovalo z nami. Ne vem, če si znate predstavljati, koliko nasmehov je to bilo v vseh teh letih in koliko lepih zgodb smo ustvarili. Torej, tudi otroci, ki so včasih letovali z nami, so bili že vzgojitelji in torej, kar so dobili kot otrok na letovanju, zdaj prenašajo lahko tudi na svoje otroke. Kako denimo izgleda en vaš dan? Pester. Začne se ob 7 zjutraj, ko zbudimo vse otroke, sledi telovadba, da se malo prebudimo, odpravimo se na zajtrk, nato so pa aktivnosti ali na plaži ali pa na bazenu. Če je sonce premočno, se definitivno takoj skrijemo, poteka animacija v domu, se odpravimo na kosilo, temu sledi tudi obvezen počitek. Potem so spet animacije na plaži in bazenu, zvečer pa otrokom pripravimo različne aktivnosti, talente, torej otroci se lahko pokažejo v različnih talentih, pripravili smo jim športne igre, na izlete z ladjico odpravljamo v Koper, tako da res zanimiv, pester program, da lahko vsak otrok najde en košček, kjer bi lahko razvil svoj talent in potem to skozi leto tudi nadgrajuje. Vemo, kaj otrokom pomeni Mikova karavana, kaj pomeni pa vam? Poleg vseh ostalih projektov, ki jih v naši organizaciji izvajamo, je to eden izmed najbolj srčnih in najlepših projektov. Naporno je vsekakor, ker namreč mi sami želimo od samega začetka, od komunikacije z vsemi šolami, ki jih povabimo zraven, in vseh staršev, mi vsakega starša pokličemo, se z njim pogovorimo, zato ker želimo imeti ta osebni pristop. Ogromno časa izgubimo za to, ampak je vseeno lažje, zato ker mi spoznamo otroka. In potem to letovanje, vsi ti objemi, vsi ti poljubi, ki nam jih otroke dajo, vse te zgodbe, ki jih sabo nosijo, so motivacija za naše delo in vedno pravim, oni so učitelji za nas. Oni so učitelji življenjskega pomena, zato ker oni učijo mene, kako sem lahko jaz jutri boljši in kako sem lahko najboljši starš svojim otrokom. Torej, vloge zamenjamo, mi nismo njihovi učitelji, ampak oni naši. Torej, težko se bo posloviti. Vsako leto znova je težje, jaz pravim, ko zadnjega otroka oddam ob 6. popoldne, ko odpelje prazen avtobus, se mi odvali velik kamen srca, zato ker smo izpeljali tako, kakor se zagre. Vseeno pa potem pride za mano ta šok, ko pozamem vse, kar so nam otroci povedali in kaj doživljajo, se nam tudi ulijejo in solze sreče in solze žalosti. Zelo fajn je bilo na tej karavani. Jaz sem že drugič in veliko boljše se počutim kot pa prejšnjo leto, ko nisem vedel večino stvari. Zdaj si že velik, večji, kako pa je tebi? Ja, zelo mi je fajn, ko se v morju ali pa bazenu kopamo, se lahko potapljamo. V morju pa iščemo največ školjk pa teh stekel, pa jih damo ven iz vode, da ne onesnažujejo. Meni je ful fajn, ker so vsi tako prijazni. Ja. Kaj pa ti počneš? Meni je zelo všeč, pa tudi ko plavam, se rad potapljam ali pa kakšne školjke iščem. Ti to so v dvojčke? Ja. Zelo. Jaz pa rad plavam, pa stunkam, pa delam s rokami. Pa vi veste, kaj Mik dela? Okno.
Kaj mi dela? Okna. Okna izdeluje. Ja. Mi imamo blizu. Kako ti je tle, kaj ti je najbolj všeč? Mislim, vse, družba, pa dogajanje, pa delavnice, v bistvu vse, kar se pač dogaja, je zelo zanimivo. Ime mi je Lara in meni je tu ful fajn, ker se pač zabavamo, plavamo, imamo vse dejansko tu. Se počutimo kot doma, kot da smo doma. Radi se kopamo, pa imamo ful dobro za jest, pa imamo take hiške, pa se ful zabavamo, ker imamo veliko aktivnosti. Ja, meni je ime Špela, pa drugače smo našli v sobah, ko imamo same pograde, smo dali eno kouter čez in pol smo imeli predstavo, tako ni bilo ful fajn. Jaz sem kar precej ganjena, no, vsako leto tudi moram kar imeti nekaj časa, da predelam vse stvari, ker se me kar precej dotaknejo te zgodbe otrok. Kaj vse počnete tukaj? Ja, tu v bistvu se zabavamo, plavamo, imamo družabne večere, potem se veliko pogovarjamo z otroci, ker oni to res potrebujejo, sploh v teh časih. Ne. Kaj vam pomeni delo vzgojitelja, animatorja? V bistvu jaz temu pravim, da je to moje poslanstvo in da sem bila z nekim namenom pred 17 leti, da sem se z nekim namenom pred 17 leti odločila, da stopim v čevlje vzgojiteljice, tako da to je del mojega življenja in jaz upam, da ga bom lahko čim dlje opravljala. Ne. Kakšni otroci so letos, kakšne zgodbe nosijo v sebi? Jaz vedno pravim, da vsak izmed teh otrok, ki jih srečamo, ki nam pride naproti, nosi svoj nahrbtnik in popolnoma vsak ima svojo zgodbo. Zgodbe so precej težke in jaz mislim, da je na nas odraslih, da iz tega potegnemo nek klic na pomoč, da jim prisluhnemo, da se ne obrnemo stran, ko nas potrebujejo, da v bistvu začnemo zadevo reševati zdaj, ker jutri bo prepozno in se mi zdi, da vsi ti otroci, ki jih srečamo v kolonijah, ko se nam odprejo že po prvem, drugem dnevu, s svojimi dejanji kličejo samo neko pomoč. Ne? In mislim, da je resno na nas odraslih, da začnemo gledati naprej in da naredimo nekaj temu dobro. Potrebujemo več podjetij, torej, kot je MIG družbeno odgovornih podjetij. Ja, mi smo se na sestanku pred odhodom pogovarjali, da če bi bilo v Celju več takšnih Francijev, kot je naš gospod Franci Pliberšek, da bi popolnoma vsi otroci bili deležni kolonije. Jaz, ker sem tudi zaposlena v šoli, opažam, da v bistvu bi mogel vsak otrok, ne glede na status in stanje, ki ga ima doma, pravzaprav biti del neke zgodbe takšne, ker tukaj se otroci družijo, naučijo samostojnosti, predvsem pa v bistvu tukaj vidijo, kaj pravzaprav je biti samostojen, da niso sami in da pač dejansko ni življenje samo jaz, ampak da je še več kot to. Ne. Zelo lepo ime in težko se bo posloviti. Ja, meni izredno težko, jaz odhajam potem v nedeljo že naprej in jaz imam mogoče to srečo, no, da vse te otroke še srečam tudi skozi leto. Sem izredno ponosna na vsakega in vesela, da me tudi zdajšnje generacije, moja prva generacija zdaj stara že 26 let, srečajo, pa še vedno preletijo moj objem in se spominjajo vseh teh poletnih dogodivščin, ki so jih doživeli z nami. Torej, objemi, nasmehi, kaj še priporočate za to poletje, recept za to poletje? Jaz mislim, da objemi, potem nasmehi, sama sreča in da se imamo preprosto radi. Mikova karavana je sicer projekt podjetja MIG Celje, s katerim so do zdaj omogočili 7-dnevne počitnice na morju že več kot 2000 otrokom. Otroce probamo vzgojiti, da so čim bolj odprti, zato smo tudi za danes pripravili eno posebno presenečenje Mitja Reba, bom rekel, ki dela z energijo, Meet Technology, ki bo otroke naučil, kako se lahko sami uzdravijo, kako lahko postanejo sami srečni, da ne rabijo temu, kljub temu doživijo daj kakšno ponižanje. Tako danes ob 4 bodo ne samo za Mikove otroke, teh 100 otrok tle, ampak tudi za vse otroke Debelega rtiča, približno 700, bo odlično predavanje, kako otroci lahko sam sebi pomagajo, da so bolj zdravi, da so bolj srečni. Vemo, da prihajajo predvsem naši otroci iz socialno ogroženih družin in ta v bistvu neki nasvet oziroma igra jim bo pokazala, zdravimo tudi njegova širkica 5-letna, ki bo pokazala, kako to ona dela, tako da če zna ona, lahko tudi oni delajo, bodo videli. Za zvečer jim pa pripravljen dober koncert skupine Bipop, Game Over pa Sebastiana, tako da bodo vsi otroci Debelega rtiča res danes se imeli lepo.
Pa tudi športno ambasadorko, da vidijo, kako se pride do olimpijske medalje. Tudi Tina je z nami, Trstenjak, judoistka Celjskega judo kluba in olimpijska prvakinja. Tako da sem zelo vesel, da se vsako leto vrača, da lahko vidijo, da se lahko rokujejo z njo. Kako tudi rokometni klub Celje Pivovarno Laško vedno pridejo dol in pokažejo malo te športne vrčine rokometa. Tako da veliko takšnih dogodkov probamo vnesti, da je res otrokom pester teden, da imajo nekaj od tega, da jim ostanejo. Predvsem jih pa naučimo, da če so danes srečni, da so zelo srečni tudi doma, to je pa tisto največ, kar šteje. Gospod Franci, težki časi vas niso odgnali od dobrih del. Ja, to, kar se naučiš, včasih pravijo pač živiš, naše podjetje je družbeno odgovorno, ne samo v besedi, pa pred kamerami, ampak z dejanji. Še veliko takšnih podobnih dogodkov delamo, res da ta 100 otrok na morje, Mikova karavana otroškega smeha je eden najbolj odmevnejši projekt, ki pač res poskrbimo, podpiramo tudi kulturo, šport in humanitarnost, bom rekel tako, da probamo dati z okolju največ, kar dobimo, ker mi smo lahko uspešni, če imamo dobro okolje in se zavedamo, da treba tudi vračati, tako da to je ostalo pri meni in jaz verjamem, da bo tudi moja generacija naslednikov to verjetno uspešno speljala. Za nami je zdaj 17. karavana in 2000 otrok, 2000 angelov, ki nas veruje tudi teh težkih časov, tako da sem zelo vesel in hvala vsem. Kaj pomeni dejavnost Rdečega križa, da nima v teh težkih časih? Torej, zdravilišče Debeli rtič je enota Rdečega križa Slovenije, kjer izvajamo razne programe za krepitev zdravja otrok in drugih ranljivih skupin. In svetovna organizacija Rdeči križ je seveda poznana po vsebinah na področju zdravstva in mi se ravno s tem ukvarjamo. Kaj vam pomeni dejansko Debeli rtič? Ja, tukaj sem že 10. leto in mi je to delo dalo zelo veliko raznih spoznanj, predvsem pa osebnega zadovoljstva, da delam za in z otroki. Tudi tele Mihkovi otroci so pravi sončki. Ja, seveda, vedno so zelo posebni, stari so med 7 in 12 let, pomeni, da so v letih, ko se tudi med seboj lahko dosti družijo. Najpomembnejše pa je, da z veseljem sem prihajajo in da se tukaj res dobro počutijo. Če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bolj zdaj. Če imaš slab dan.